Nike Premier Cup je bil ustanovljen leta 1993 z namenom, da se več pozornosti nameni tekmovalnemu razvoju mladih nogometašev v starosti 14 in 15 let. Leta 1996 so se evropskim pridružile južnoameriške ekipe. 2 leti pozneje je postal globalen in danes je največje tekmovanje v tej starostni kategoriji z več kot milijon mladimi nogometaši v 8000 ekipah iz več kot 40 držav. Slovenija nastopa v tem tekmovanju od leta 1995. Podobno kot v preteklih sezonah se je za naslov najboljšega v Sloveniji pomerilo 8 najboljših ekip iz vzhodne in zahodne skupine prvenstva nogometašev do 15. leta. Zaključne boje 8 najboljših ekip je letos prvič gostil Nacionalni nogometni center Brdo. Iz polfinalnih tekem, ki so zaradi igralnega časa 2x po 15 minut zahtevale maksimalen pristop brez prevelikega taktiziranja, se je izoblikovalo končno razmerje moči za finalne obračune z igralnim časom 2x po 35 minut. Na tekmi za 7. mesto sta se pomirila četrtouvrščena iz polfinalnih skupin HMI Bistrica in Vipol Veržej. Bistričani so že v polčasu vodili z 1-0, za končnih 3-0 so zadetke prispevali Ferčič, Martinčič in Pušnik. Koper in prvak izpred 2 let Domžale sta se na tekmi za 5. mesto razšla z zmago Domžalčanov z 2-1. Ti so dobili polčas zadetkom Kancilje. V nadaljevanju je Kačinari izenačil, kmalu zatem še en zadetek Kancilje za uspeh Domžalčanov. Stara znanca v tej starostni kategoriji sta tudi Bravo Publikum in Gorica, ki sta odigrala tekmo za bronasto medaljo. Ljubljančani so bili boljši tekmec, oba zadetka za zmago pa so dosegli v drugem polčasu. Najprej je bil uspešen Matic Zagorac, dobrih 10 minut pozneje še en uspešen napad, ki ga je v končnih 2-0 spremenil Tamar Svetlin. In še veliki finale med lanskim prvakom s koprske Bonifike Aluminijem, ki je v polfinalu doživel en poraz, in neporaženim Mariborom, ki je polfinalne tekme odigral brez prejetega zadetka. Ekipi sta potrdili zasluženo uvrstitev v finale, kjer sta odigrali izenačeno tekmo. Povedli so Mariborčani z zadetkom, ki ga je v 16. minuti dosegel Nino Kukovec. V 34. minuti so sosedje iz Kidričevega odgovorili z uspešnim napadom Luke Mesariča. Po 1-1 v polčasu je v 68. minuti, ko je bil še enkrat uspešen Nino Kukovec, kazalo, da je bil to odločilni zadetek finala. Ampak Aluminij je v zadnji minuti preigral najstrožjo kazen, ki jo je izenačenje na 2-2 spremenil Nik Očko. Še ena potrditev izenačenosti obeh finalistov, ki sta za razdelitev finalnega izkupička streljala najstrožje kazni. Tudi tu je padla odločitev na koncu, ko so se uspeha veselili Mariborčani z eno uspešno realizacijo več, oziroma s končnim izidom 8-7. Končni vrstni red finalnega turnirja torej Maribor, Aluminij, Bravo, Gorica, Domžale, Koper, Slovenska Bistrica in Veržej. Še najboljši posamezniki. Najboljši igralec je bil nogometaš Aluminija Nik Prelec, najboljši vratar Mariborčan Tomaž Stopajnik, najboljši strelec pa njegov klubski kolega Nino Kukovec. Maribor torej potuje na evropski finalni turnir, ki bo na Finskem, od koder najboljši napreduje na svetovni finale.